Živijo, dobrodošli nazaj v nov vlog. Tokrat ni tematski vlog, da bi imela neki izziv, da sem brez telefona ali whatever, samo vlog je. Mogla bi začeti snemati včeraj, zato ker smo bila včeraj z Janom ne na morju, na bazenu, ampak jaz sem full anxious oseba in pol nočem telefona zraven nes na bazen, še imam pa kamero, ker pač kače mi do tam, ki ukrade in pa sem se pustila v marci in pač nimam zdaj nobenega footage. Ampak ja, imela smo se fajn, malo sem knjigo brala, kopala smo se, šla smo v Terme Ptuj, bilo je zelo zabavno. Ampak ja, moram zdaj malo bolj konkretno začeti vlogati. Ura je že tek 4:30, jaz sem danes pisala sem en scenarij, potem sem odgovarjala na maile, kosilo sem jedla, zdaj moram iti pa počasi pod tuš, ampak ne vem, pa bi se šla prvo seširati ali bi šla prvo malo igrati Shadows. Po mojem boljš, če grem se prvo seširati, ker bom pa bolj kao neka nagrada na koncu. Zakaj se moram nagraditi za tuširanje? Lahko se nagradim zato, ker sem bila pridna, da sem delala danes. Danes je bolj tak slow day, včeraj sem imela eno snemanje, danes nimam čisto nič drugega za delati, tako da jaz bom špilala Shadows. Kaj bi pa tule zadnji tele cote spucala, ker imam tak full mess, ker je tole treba vse presortirati, ker je par stvari za stran, par stvari je za oprat, par stvari je za zložiti, pač, ampak ne vem, to bo malo jutro. Ja, to bo jutro. Pa telovadila sem. She became a fitness girly. Jaz sem zdaj, ne da sem neki full v fitness, ne hodim v fitness, jaz doma ali telovadim, whatever. Ne da sem en stretching exercise, ki mi dejansko paše, ker se ne utrudim toliko faced. Tako sem zadnjič v videu brez telefona govorila, da pač moram začeti počasi. In zdaj mi je full fajn, ker dejansko vsak dan to delam in se malo boljš počutim. Pa tudi dejansko opažam, da je vsak dan lažje. Dejansko vsak dan lažje pridem čez celotno workout, ker prvi dan sem skoraj umrla. Zdaj bi mogla iti, ne vem, v eno trgovino pa si kupiti full cute cotkice za telovaditi, pa za nov yoga mat, pa ne vem, neke uteži bi rada imela, pa to pa ono. Sam tak, do I really need that? Pač jaz vse to delam doma, pač bom že kaj druga najdla. Trenutno poskušam tak čim bolj šparati, tak res vse, kar je nepotrebno, pač ne kupujem, ker imam določene cilje za prihodnost in bi rada spet šla v ta moj thinking, tako sem ga imela par let nazaj, ker sem res jaz si nisem kupala nič. Nisem si kupila ene revije, nisem hodila na kavice, nisem zapravljala. In zdaj hočem nekaj paziti nazaj v to, zato lahko pač dosežem določene stvari. Z revijami mi gre dobro, zdaj sem malo nehala kupovati revije, čeprav pogledam jih še vedno čisto vsakič. Knjig nisem kupala že zdaj, po moje v zadnjem mesecu nisem kupila nobene nove knjige, which is great, ampak zdaj hodim v knjižnico, tako da sem nekaj nadomestila s tem. Edino, zadnjem sem bila v New Yorkerju, pa sem si kupila one hlače pa majčko. Ampak je v redu, ker hlače sem res rabila, ker ni nobenih poletnih takih kratkih hlač, da niso dejansko booty shorts, tako da to sem rabila. Majčko sem mogoče malo rabila, ampak sem se nagradila. Ne, to ful ni dobro razmišljanje, to ne skozi razmišljati, da se morate nagrevati za dobesedno butaste stvari, to pa ne pač, da morate zapraviti, pa si nekaj kupiti, da se nagradite, ker s tem lahko ful hitro padeš v eno, ne pobereš se več. Teda jaz se zdaj nagrajujem s tem, da igram igrice, ker te igrice že imam, ne rabim jih na novo kupiti, pa fajn bi bilo, če bi jih daj prešpilala. In zdaj v bistvu cele dneve špilim igrice. Realno, jaz zaradi tega ne vlogam več toliko, ker ne vem, da nimam časa za Jana, pa da nimam časa za ših. Any waking moment, kadar ne delam kaj druga, igram Assassin's Creed Shadows. But I love it. I love it. Za leto sem si rekla, da bom do konca leta preigrala Shadows, Valhalla, Witcherja, A Plague's Tale. Še tudi Shadows pa Valhalla sta a lot. Tako da moram se res oranj dolo sest, oranj špilat. Ker zdaj sem prišla do tega, da dejansko sem sposobna prebrati tak eno knjigo v 3 dneh. Tako da jaz zdaj vem, da to sem sposobna. Zdaj pa rabim nov obsession in to bojo igrice. Pa še se eno vsak dan berem. Na koncu sem ful zadovoljna s tem, kak je moje življenje trenutno. Mogoče mi ni glih to, kje sem, ampak če te pogledam, kak jaz zapravljam svoj prosti čas, ki ga imam preveč, sem kar gled. Meni je celoten point life-a, po moje to, da jaz čim več zgodb slišim. Se pravi, da preberem čim več knjig, da pregledam čim več filmov, da preigram čim več igric. In sem full happy, da imam to opcijo v življenju, da lahko to delam. Here it is, here's the sponsor of today's video. Tole je 3-bit Stormbox 2, ki sem ga zdaj reviewala za TikTok pa za Instagram. Oh my god, koliko je to glasen zvočnik. Pač mene sosedi sovražijo. Ker jaz sem imela čist na glas zdaj in sem skoraj umrla. Pa še tole funkcijo ima, da lahko je bolj bas v bistvu. Tako da meni je bas tak eden najpomembnejših elementov muzike. Pač bas mora nabijati. Sploh pri teh prenosnih zvočnikih se mi zdi, da je to včasih malo weak point, ampak pri tetmu, oh my god,
definitivno ni. Če hočete slišati, kako se sliši, spet pogledati TikTok, naj bi imel full baterije. Pa tule sem videla, da dejansko, če imaš dva ta zvočnika, jo lahko daš v party mode oziroma v stereo mode in potem imaš dva, a veš, kaj mislim, da lahko imaš še boljš muziko. Playtime ima 24 ur na 60% glasnosti. Crazy. 24 ur. Lahko tudi z AUX povežeš, tu ga filaš na C. Pa tak zelo seksi je. Ko mi čakam, da bomo imeli kakvo party, ko bo špilamo D&D, bi bil ful prav prišel en tak zvočnik zraven, potem da bomo imeli. Sicer se smo bolj na tih musko. I'm very happy with what I got. In vidite, da jaz vam ne bi bullshita prodajala. Pač res je dober zvočnik. Here it is. To je to. Zdaj pa lahko nadaljujem z videem. In zato se moram zahvaliti vam. Brez vas pač, ki gledate moj YouTube kanal, pa ki me spremljate na TikToku, pač tega ne bi mogla. Teda se v bistvu lahko zahvalim. Preden se grem pa dejansko stuširati, imam še eno novičko in to je, da je Jan dobil novo službo. Teda to pomeni, da zdaj veliko bolj po urniku sama. Dopoldan bom pač sama doma in glede zaradi tega sem se odločila, da pač bom več snemala, ker sem prej rekla, imam ful prostega časa in bi lahko. In zdaj, ko pa še Jana na doma, pač kaj drugo naj delam, snemam lahko. Super. Hvala, da bom povedala, kje dela in kaj dela, ker pač y'all are creepy and I don't trust you. Sem pa full happy. V bistvu uporabljam neke nove produkte za kao hitrejšo rast las in honestly, zdaj se na kameri tako verjetno ne vidi, ker imam pač ne vidi se moj narastek, ampak se mi zdi, da je malo hitreje ali pa je to sam placebo v moji glavi ali nekaj. Pa poskušam si dejansko glavo oprati vsake 2 dni. Danes je že 3. dan, sicer, ampak sem ful pridna s tem, da si jo operam vsake 2 dni. Čeprav smo par let nazaj skozi govorili, da moraš trainati svoj skalp, zato da bo čim kasneje masten in pa si moraš čim manj umivati lase. Pa smo kao zdaj ugotovili, da zdaj pa si moraš vsak dan umivati lase, ker je to bolj zdravo, tako da ne vem čist. Jaz sem pač nekaj izbrala na 2 dni, ker pač vsak dan se mi pa res ne ljubi. Samo podaljške in to zelo dolgo traja, da se posuši. Vse zdaj, ker sem vam pa že v prejšnjem vlogu pokazala, teda mislim, da vam ne rabim kazati. Vam bom še enkrat. Tole uporabljam, to si v bistvu pač tek daš gor na lasišče. Ne vem, po moje je to ful slabo, drugače zamešaš različne produkte, pa pač daš enkrat eno, drugič drugo na skalp. Ampak zraven uporabljam pa še tegala, ki je Densifying Lotion. Tam je boljš, zaradi tega, ker pač dejansko pošprica in se ful boljš razprši po dejanskem lasišču, ta je pa ta aplikator. Čeprav bi lahko tole načeloma prelila v nekaj, kar šprica ven, ampak actually bi lahko zdaj naredila tole, preden si grem glavo oprat. Pa 1 urco počakam z oljčkom na glavi. Tole je pa pač to od Naturavit, to rožmarinovo olje, ki tudi naj bi bilo kao za hitrejši rast las. Pa jaz ga ponavadi ne uporabljam na tak način, da ga pač tekle direktno... Zdaj tu se povsod špricala. Da ga pač direktno gor na skalp s tem aplikatorjem, ampak ga dejansko pač dam na roko in potem ga malo pač zagrejem, ali kako naj to rečem, in potem ga dejansko na lasišče. Nekje sem to slišala, naj bilo to ful bolj efektivno, pa ker dejansko še masiraš zraven lasišče, pač posledično malo blood flow daš v glavo, pa jaz ponavadi to delam z glavo dol, sam pa zdaj tega ne bom delala, ker snemam in to bi bilo malo weird. Pač poskušam si vsak dan zmasirati lasišče vsaj enkrat. Včeraj si ga nisem, pa tudi včeraj si nisem naredila skincarea in se počutim terrible. Na prste, potem sem takle. Če bi na konice lahko dala neko masko, jaz imam ful problem v tem, da imam pač, ker imam podaljške in pa moram ful više dati to masko dejansko. Že zato olje si težko natrdevam. Also moram biti malo previdna, da dam olja direkt gor na te trakce od podaljškov, ki pa bojo popadali prej. Ker pač vsak teden si internet premisli, so ti ful škodljivi za lasišče. Ne, to si je to zdaj mislil, ampak I don't care. They feel so good. Še malo morda boljška. Ne smem ga dati preveč. Pa je tudi to ni dobro. Ne, nič ni dobro. Pa vse je dobro, pa nič ni dobro. Omega, da imam olje na rokah, da ne morem odpreti tega mater. Zdaj res vsak dan uporabljam tale eyelash serum. Tole zdaj ni več sponsored. Je bilo že plačano to, kar sem naredila. Ampak meni je res crazy, koliko so mi dejansko trpalnice pognale potem, ko sem tole začela uporabljati. Ker jaz sem ful nisem verjela, da bo to dekaj naredilo. Ful dolgo sem bila tek... Sploh ne moram commitati eni stvari, da jo delam vsak dan, tek dobesedno, jaz si kreme za obraz ne morem dati vsak dan gor, zato ko pozabim. Ampak odkar pa dejansko vidim rezultate za tole, si pa res delam vsak dan in je crazy difference. Čeprav se mogoče, ko nimam make-upa, ne vid, ker si dam pa maskaro gor, je pa res insane. Pa prvihati si moram trepalnice, ker drugač ful so ravne in pa si jih ne vid. Tako da ja, jaz sem zdaj naredila to, zdaj pa grem po moje za 1 urco igrati Shadows, potem pa si grem umiti laske. Kjer dan je sploh dan, sem si sreda, right? Moram to pospraviti, ker sem se... vse olje se je polilo.
Jaz sem dejansko tole igrico vzela kot šiht. Jaz imam zdaj tole beležkico, v katero si pišem all my stuff, ki ga moram narediti, ker jaz ful rada končam igrice 100%. In včeraj sem pobila, to se weird sliši, te Outlaws of Key, danes imam pa Tepovilderje in to je v bistvu skozi eno in isto delati. Pač dobesedno sem po enem gradu hodim, ubijam vse, kar vidim. In zato zraven poslušam podcaste, tako da danes poslušam tega. Trenutno ful poslušam Aidejo, ker je ful zanimivo, pač ful so različni zanimivi ljudje in mi je ful fajn to zraven poslušati na tem, ko špilam. Pa ful veliko stvari si zapomnim, se mi zdi, da kadar igram skozi eno in isto delam, pa ful lažje slišim, kar poslušam. Mi je to zelo všeč. Grem jaz zdaj te moje Tepovilderje ubiti. Zraven jem pa rogljiček, ker sem si ga malo prve spekla. Mal je zapečen, mal je preveč zapečen, verjetno. Ampak je pa dober čokoladen. Zdaj sem naredila en mali workout. Oh, Jesus. Jaz se kolarko nič nisem trenirala. Jaz sem tok iz forme. Oh my god. Ampak... kamera umazana. Ok, zdaj sem pa dol sedla, pa bom dejansko zmontirala epizodo podcasta, ki smo jo z Janom posnela. Prvo moram SD kartico ven vzeti iz kamere, snemam iz isto kartico vse. Oh my god, I'm such a mess. V glavnem, z Janom sem se odločila, moja skupina nadaljevala kraljevski podcast in sem posnela eno epizodo, ki bo online verjetno v ponedeljek. Ta vlog šel gor kasneje. Verjetno je že gorno. Vam pridi pa čekirati. Tole je moj amazing fake Stanley. Ne vem, všeč mi je drugač oblika Stanleya, ampak jaz imam nek problem s tem, da pijem iz železa. Stanleyi so železni, tudi Jan ima nekaj podobnega, ampak jaz ne morem res izgapiti. Zdaj sem v Sinseju, I think, najdla tale plastičen kap. A imaš še kdo kak tak podoben problem, ker it's driving me mad, jaz ne morem piti, če je železno. Niti če je železna slamca, niti ne moram uporabljati železnih palčk. Žlice pa vilce so... Pa boh ne di, da se moje ustnice ali pa jezik dotaknejo žlice. Oh my god. This cup, amazing, če imate tudi vi take probleme. To pa imam jaz toliko Starbucks kapov, ker niso železni. Grem zdaj jaz editat, ker če ne sem govorila s kamero cel dan. Oh my god. Oh my god, meni se bo izmišljala. Jaz sem zdaj tam sedela in so me komarji napadli na polno. Fajn. Kva se dogaja, te bajt? Ja ne kupil tik smallest possible can za komarje. Jaz sem feeling, da to zmanjkalo v enem tednu, ker pač dejansko ne morem iti spat, brez da se našpricam, ker me pač požrejo. Jaz se sred noči 5-krat zbudim, ker... Oh my god. To mene odžene, kada komarja ne bi. Jesus. Jan je bil vmes doma, zadnji je šel laufat, pa šla sta še jest, kako smem. Jaz pa sem dejansko še en workout naredila. Da sem naredila en workout for the abs. Zakaj sem začela malo bolj telovaditi? V bistvu, vse sem opazila sama pri sebi, da pač sem se mačken zredila. Ne moti me to toliko, da sem se zredila. I don't mind it. Jaz sem s svojim telesom še vedno precej zadovoljna. Ne hodim se gledati v špegel, pa sem oh my god, I feel so fat. Ne, to ni problem. Mi niso prav več moje najljubše hlače. Jaz ne bom kupila novih hlač, ker sem si, tako sem prej rekla, jaz sem trenutno v obdobju, ko šparam, da bo lažje shujšati, kupiti nove hlače. Moje krilo iz Japonske, ko izgleda ka kilt, sem ga kupila, ful je bilo expensive, kupila sem ga na Japonskem, v thrift shopu in mi je premejhno, kar je na srečo Jan rešil, ker je pristavo je gumb, pa je nekako šlo, ker je pač že itak, tak se pač v bistvu bom razložila enkrat drugič, bom vam pokazala. Glava mi ga je predelo, to je da me spet pravoti, da se ne sekiram toliko, ampak za hlad, težko narediš večje, veš, če bi treba bilo zožati, narediš, povečati, malo težje. Tako da ja, zato sem se spravila malo bolj telovati. Delam pa res čisto easy še, pač nič kaj special. V fitness me pa nauti spravila. Šele zdaj sem videla, jaz bi lahko moj Apple Watch žela spet nositi. Mogoče bi to malo bolj inspiriralo, začnem še bolj delati. Ampak sem ga spet danes pozabila gledati, tako da jutri zjutraj me spomnite. Zdaj bo moje počasi prišel Jan domov, tako da grem jaz coto zdaj spraviti. Prve sem videla komentar, da je nekaj napisala na moj YouTube video, da je fajn, ker je ta vlog tako relatable. Upam, da je zdaj še bolj relatable, ker se tak zelo boring fucking life in nič drugega se ne dogaja, ko pa da grem zdaj fucking cote zlagati. Nič drugega se ne dogaja, cote zlagamo, office gledamo.
Danes sem se dejansko malo lepše oblekla, ker en problem tega, da skozi delamo doma je, da sem pol skozi v trenerki in v navadni majici. Danes sem hodila pa biti malo bolj fancy. Zdaj moja frizura ne izgleda tako fancy, ampak zdaj v tem outfitu bom zdaj pospravila stanovanje. Pa grem pa naprej špilati shadows. Spet se bom barvala. Tule noter imam jaz, je narobe sem vrnila, barvo za lase eno, barvo za lase drugo, najslabšo stvar na svetu. Let's go! Bliča treba, oziroma da bo šla tale črna fajn ven. Razmišljam iz izkušenj mojega barvanja iz preteklosti. Itak gre črna, potem, ko pride črna ven, gre prvo v rdečo, te da nam rabila do blondi. Ker pač, če bi mogla pa do blond blajhat barve lase, bi pa mi probably izpadli. Zdaj je že drugič to, da ko sem bila črna, ko sem hotela pol počasi iti na rdečo, sem si prvo narastek pobarvala, ampak jaz to ne moram čakati, jaz ne moram to zdaj biti eno leto, da bom imela pol narastek do sem, pa pol ne vem, ne moram, jaz moram to takoj. Jaz nisem potrpežljiv človek, če jaz se nekaj odločim, mora biti to takoj. Zdaj pa grem jaz po mojo opremo, cape, pa posodico, pa čopič in pol začnemo z delom. Šampon še rabim, ker tako vedno delala bom bleach bath, ne bom direktno bliča. Zdaj, to sem že enkrat razložila, ampak sem še ful dobila vprašanj glede tega na Instagramu. Kak si jaz v bistvu črno barvo ven spravila? Ne vzamem kar direktno tega, zaradi tega, ker sej, kljub temu, da je 6% by the way vedno najmanjši bleach vzamte, oziroma ta številka mora biti čim nižja, zaradi tega, ker si nočete uničiti las, ker pač niste frizerji, to jaz zaupam Necu, da on naredi, jaz bom naredila pač čim manj in kak naredimo to, da se pač tole razreči še na manjšo številko, dodajamo ali vodo, ali pa šampon, ali pa boje. Actually ne spomnim se. Ampak to je nekrat moja logika, to sem enkrat videla na YouTubeu ali na TikToku, I don't know, in to pa je deluje. Tako da, če se hočete doma barvati, make sure, da je 6%, I warn you, naj ne bo več in potem dodajate zraven še vodo ali pa šampon ali pa oboje. Greš do unga consistencija, ki je ta prav in pol pač dodajaš še druge stvari zraven, ne se toliko sekirati, kak mora biti consistency, če ste kadarkoli v lifeu videli, kak mora bleach zgledati, pač tek mora izgledati, ne rabite neki meriti zdaj, razen če ste frizer, pa ja. Pač pa imate izobrazbo, bi bilo fajn, da delate to pravilno, ampak ker niste in se barvate doma, do whatever you want. Ampak vam ne priporočam, da sledite mojim tutorialom, tudi tole, ki se jaz barvam, ni tutorial, pozarjam vas, ni tutorial. Jaz zelo podpiram, da hodijo ljudje k frizerju. Meni je barvanje taka terapija, da pač jaz to moram delati sama. To zdaj izgleda ful čudno. Kako to diši. Zdaj imamo tole, potem enostavno tekle noter vlijemo. Načeloma tale posodica ima tukaj te številke, ne vem, kaj te številke pomenijo. In potem začnemo miksati. Zdaj pa grem jaz po en šampon, da ga noter zraven miksam, pa vodo. Tale šampon bom uporabila. To, kaj bo naredil zdaj šampon pa voda tukaj noter, bo tudi to, da se bo lažje mazal. Ker pri bleachu, fun fact, bleach se ne maže v redu. Kako naj to razložim v slovenščini? Pač ne peni se. A veš, kaj si šamponiraš lase, Ana? Ti sam tekle malo delaš po lasih in potem pač pride šampon po vseh laseh. Z bleachem tega ne moreš delati, razen če daš noter šampon. Zdaj bom dodala še mečkem vode, ki to tako jo pijem. Delam neki witchcraft, some potion making. Jaz mislim, da morala 2 porcije, ker to je definitivno nov dost za cele moje lase. Ampak ja, tak je zdaj fino, fajn, zmiksano in zdaj prije najbolj nadležen del, dejansko sectionat svoje lase. Rokavice bi bilo fajn imeti. Ker delate z bleachem, uporabite rokavice. No, turns out, da rokavic nimam, tek da uro moram dati dol, da ne bom uničila slučajno. Kose, sem še spozala še krtačora.
Tule je. Zadnji po sredini na pol, veš kaj je bilo fajn, če bi smela 2 kamere, pa bi lahko više zadnji videli, ampak se to ne ljubi. Predno moja mami misli, da imam jaz mental breakdown zdajle, mami nimam ga. Zdaj, jaz ne rabim preveč po mojemu narastku, zaradi tega, ker je že itak rdeč. Fuck, kako to teče. Dejansko to, da ne rabim po narastku, ni tak easy. Ampak ga vidiš, pol lahko kar tekle malo delaš in malo tekle in pol se bo lasje pač vsi lepo pobarvali. Jaz v bistvu v resnici ne vem, čem govorim. In zdaj pa bom naredila to po celi glavi in roke na koncu mi bojo umrle. Res ne tega delati brez rokavic, no. Zelo vam priporočam rokavice. Veš, kako se to easy zdaj gor nanaša. V bistvu bi mogla narediti primerjavo, kako se nanaša navaden bleach, pa kako se tale bleach bath. Ampak, jaz rabim neko muziko zdravo. Oh my god, moram to tišino delati. Hey Siri, play! I guess. Literally, Siri je tik izbrala mojo playlisto iz srednje šole. Ko jaz še sploh nisem imela Apple Musica, how is this possible? T-shirt am I gonna wear? Text and return is so... Ok, tak je zdaj rezultat prve runde. Zdaj zaradi tega, ker imam pač, ker sem flekasta, obviously, to je bilo pričakovano. Bom naredila še drugo rundo, delam pa pač večkrat pomal, ker je to boljš, ko pa da prvič zajebem, pa si uničim lase. Še enkrat miksat, še enkrat nanašat, še enkrat oprat, še enkrat posušit in pol pride šele. Pač ja, moje barvanje je tak celodnevni projekt. To je zdaj barva. To je zdaj dosti svetlo, da jaz v bistvu sam vse skupaj povežem v eno in isto barvo s tole. Zdaj ta na vrsti, pa bom pa fertik. Oh my god, 2 ure že to delam. Še enkrat! A ja, fakt, pa tole moram iti umit, preden začnem. Dobili smo pentlico na avtka. To nekaj je tu nekako pokrampan, lega. No, to ne smemo, no. To je res. Jan ga je lepo spucal. Lega, kaj Inside and out. lepo šmekan, tisti da to Inside and out. šmeka. Nisi še fuli v pedelam. Pičko ta mami ga bi mogla imeti zraven, zato da jaz z obleko pašem kauto. Veš, kako jaz pašem tam v kurnu? Ker reč. Gremo oženiti ljudi, no, v glavnem. Ali omožiti enega, pa oženiti drugega. In žena! Ustanemo, ustanemo! Moram, Ja, zdaj pa povej, ki smo. kaj je to? Smo v Mladih zmajih Zalog na zmajevalnici. Organiziramo midve z Uršo, ko smo del skupnostne kavarne. Tako da dobrodošli še na druge, bodo v vseh centrih, mladinskih centrih Mladih zmajev. Datume pa lahko najdete na mojem Instagramu. Okej, se vidimo. To pa je moj haul, to sem jaz nabrala, vam doma pokazala, gre ogromno stvari in vse so amazing. KFC! Wow! Wow! Ok. Basno. Wow, le. Ne, stare. What the fuck? Ko moj Wow, kako lepo darilo za mojo obletnico, za najino obletnico. Avtocesta je tu odprta. Otvorjena, samo za Recimo, te. samo zame, ja. Kam gremo danes? Bomo videli? Ja. Noče mi povedati. Ja, surprise, to je moja frizura. Ja, ne, to je prekrižano. Actually je normalna avtocesta, približno, kakor je pač v Sloveniji lahko. Dan sama obletnica in meni noče povedati, kam gremo. Teda sem se mogla zrihtati in zdaj
I go along with it. Gremo pa v smer Celje. Oziroma smer Ljubljana, ampak mislim, da se ustavimo v Celju. 9. september je najina obletnica, na to ne moramo nikoli pozabiti, zaradi tega, ker je vsako leto na ta dan Apple event. Ja, actually. Ja. Pač, honestly, je bil moj plan prvo, da gremo dva smo 9. v Mariboru, smo gledali Apple event v Europarku, ampak ne moremo iti v Maribor, ker nimajo več v Mariboru Cineplexa. Ja, in s tem si se izdal, kam gremo. Mislil sem prvo, da bi šla v Maribor, Ja. pa bi šla v Europark, Ja. pa bi šla iz Europarka, sem mislil, Kolosej bi te lahko pelal, samo pa sem bil like, na. She likes those freaking nachos, I'm not doing that, ker te gremo v Celje. Pa sem doma v Celju, tam ko smo se tudi dobila, tako da. Okej. Ja. Okej, to pa vem, kam gremo. Hotel Evropa. Kaj gremo gledati? Filmček. Jaz rečem, da gremo gledati Benedicta Cumberbatcha. Ja. Yes! No, kaj si rekel zdaj, da bom vlogala in pol nisem več vlogala. Šla smo na sprehodek ob Celju, ampak gledaj, saj to je bil najromantičen trenutek, ne morem jaz vse pred kamero. Zdaj pa smo v Cineplexiju, prvo gremo še v Felixa. Of course. Jaz sem že kupila eno knjigo, ampak definitivno bom še kako. Iskal biš psa, sicer se ga ne bi še kupal, me zanima, če ga že imajo, samo verjetno še ni bil izdan, da so želeli one platnice. Pa se tega bojo dali, mladinsko knjigo smo noto dali, bom prišla, ukrasti bom prišla. Kaj, pa dej, gremo v analogne stopnice. Mislim, že star, viš, videla ga boš ti dušla, maj leta. Ja. Ja. Oj. Da smo šla od Tedija, imajo že Christmas stuff. A shall we start getting ready? Ne, zaradi tega, ker imamo preveč stvari. Pa selila se bomo vmes in bomo umrla. Ampak, ko bomo snemala opremljanje stanovanja, prema prvo sem. Celjski Tedi, god damn. You outdid yourself, okay? Ne, pa smo kupovali takrat, oziroma ko Konec oktobra. Konec oktobra? Konec oktobra, ja. Jaz mislim, da je še kupila. Ne. Look so cute. Wow. Stekleno? Stekleno, ja. Cute, tudi smo že lani. Ja vem, jaz sem ga imel, samo koga češ prat. Ja, to je bil problem, ja. Te bi imela po moji mami. Tega specifično, ki si zloži noge. Ja. Tega bi mami kupila. Velveti. Ne, gremo tam na Art Supplies, jaz rabim Art Supplies. Pa Hrestač, a dejansko dela? Dela. It's Mr. Santa Claus in... Ups. Nekaj se je zgodilo z njim. Ojoj, pa da je. Žena ga tepe. Gleda zadnji, že je bila ona. No, ko sem danes govorila o tem, o problematiki third spaces, this is what we were talking about. Tukaj je bil včasih najboljši hangout place v celem Celju in zdaj je Tedi, ko imam rada Tedi, je vse en tekmama. Pica mi diši. Pa tu je bila gor oslarija, oh my god, misliš, pač, če se kdo spomne, you know it was good. Tu je bil biljard, tam je bil bowling. No, vsaj to je. I'll give him that. Sam, gremo zdaj po moje načote. Demon Slayer, če sem nisem včeraj snimala. Ja, podcasta. A ja, fuck. Meni je čisto šlo ven iz glave. Bomo jutri. Ok, ta vlog je že čist predolg. Tole, kar zdaj vidite tukaj, to ni končen rezultat moje frizure, moglo bi lepši stati, ampak jaz imam tule en tak, pač skozi mi gor lezejo ti lasi. It's whatever. Grozna napaka je bila, da sem si šla fru striž, ker nisem vedela, da tek zgleda, ampak ja, pač. It is what it is. Sej bo zraslo, it's just hair. V glavnem, zdaj bom zaključila tale vlog. Hvala, da ste ga gledali. Če vam je bil všeč, dajte en like, da spadi se naročite na moj kanal, pa upam, da so vam všeč mečken daljši vlogi, ker ful mi ni več za snemati unih tedenskih vlogov, pa tega mi je bolj všeč, da je en daljši vlog. Ampak to je to. V glavnem, lepo se imejte, veliko se smejte, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Ciao!